današnja tema, dialog o davkih. Davčna reforma se pripravlja že zelo dolgo, medtem ko nekega resnega dialoga na strani davkoplačevalcev še ni bilo. Današnja okrogla miza želi ravno na današnjem dogodku poskušati osvetliti mogoče različna stališča, mogoče poiskati kakšne skupne točke ali pa evidentirati, v katerih točkah si nasprotujemo, ampak vseeno na koncu želimo pogledati, ali obstajajo kakšne skupne točke, skupne misli, s katerimi lahko nadaljujemo kot nek partner, kot nek predlagalec tudi proti vladi Republike Slovenije, ki pa z davki na drugi strani vemo polni proračun. Med nami so na moji desni gospod Goran Novkovič, svetovalec generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, na njegovi desni Marko Pavlišič, nekdanji poslanec in predstavnik civilne družbe, na njegovi desni gospod Jakob Počivavšek, ne več generalni sekretar, ampak lahko povem, da je ponoven predsednik sindikata Pergam, tako da čestitamo, in pa na njegovi desni Janez Cigler, ki se je današnjega dialoga udeležil na mesto magistra Mateja Tonina, ki je žal nujno zadržan. Zdaj, v prvem delu bomo poskušali z nekaj vprašanj in mnenji strani gostov odpreti temo, pogledati različne poglede, različne vidike na davke, tudi z vidika delodajalcev, delojemalcev in hkrati poskušati razpravo zapeljati v smer iskanja nekih skupnih točk. V tretjem delu pa bi vsekakor dali besedo tudi vam za vaša mnenja ali za vaše vprašanja. Gosti bodo radi odgovarjali. Zdaj pa bi kar začeli mogoče s prvim delom. Vemo, da davki na eni strani predstavljajo polnjenje proračuna. Vemo, da davki moramo plačevati. Vemo, da pač proračun mora biti. Ampak na strani davkoplačevalcev je pravzaprav dilema. Na eni strani delodajalci plačujejo visoke davke in imajo s tem oteženo poslovanje, težko nastopajo na trgih in me zanima pravzaprav mogoče ta prvi pogled, kako delodajalci gledajo na davčno reformo, ki je v pripravi, pa je žal še nismo videli, kaj mogoče kako delodajalci ocenjujejo trenutno stanje, pa že mogoče tudi iz razprave se bo potem pokazalo, kam bi si delodajalci želeli sprememb. Prosim, gospod Goran Novkovič. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Delodajalci so predvsem v zadnjih dneh zelo razočarani. Razočarani ne samo zaradi tega, ker se vidi v zadnjih dneh, ko poskušamo razložiti, zakaj imamo drugačne predloge od tega, v kateri smeri mislimo, da gre vlada v tem trenutku, ampak predvsem zaradi tega, ker se nam zdi, da se ponavlja stara zgodba, ki smo jo videli že v zadnjih 5 letih. Bom ponazoril na enem primeru. Tudi Jaka ve verjetno to informacijo. Mi smo se recimo pogovarjali z vladnimi predstavniki različnih vlad že nekaj časa nazaj o tako imenovanem načelu vsako delo šteje, kar pomeni, da tiste oblike dela, ki niso redna delovna razmerja, obremenimo več z dajatvami, ampak hkrati pa razbremenimo redna delovna razmerja, kajti Slovenija je po vseh primerjalnih podatkih glede na druge države OECD-ja, ki so pa države, s katerimi se želimo primerjati in se lahko primerjamo, pretirano obremenila delo z dajatvami. Nekatere druge dajatve so pa nižje, ampak to je eden od razlogov, zakaj nimamo toliko rednih zaposlitev. Redne zaposlitev so pa zelo pomembno zaradi tega, ker se je razmerje med delovno aktivnimi in drugimi državljani bistveno pokvarilo v času krize. In seveda tudi zaradi tega premalo davkov pride, oziroma zneska od davkov in dajatev v proračun. V
V zadnjih letih smo doživeli zviševanje, kar je prav, zviševanje obremenitev na študentsko delo, na honorarno delo, na različne pogodbe. Zdaj imamo dvakrat v bistvu na bruto minimalno plačo, govorimo o bruto znesku, ne o neto, za nas ni problematično neto dvig, ampak bruto dvig minimalne plače. Skratka, hočem povedati, po drugi strani pa niti enkrat do zdaj še razbremenitve rednih plač, po domače povedati. In to je seveda ena zadeva, ki se kot vzorec ponavlja. V takem primeru seveda mi težko verjamemo na delodajalski strani, da to je frustracija v tem trenutku toliko večja, da je možno pričakovati v prihodnosti davčno reformo, ki bo šla v tej smeri. Jaz bom zelo pozitivno presenečen, če bo šla tudi zaradi tega, ker je minister, ki napoveduje, minister Mramor, davčno reformo že večkrat jasno dal vedeti, da zadeva ne bo šla istočasno. Mimogrede, tudi v petek je oziroma prejšnji petek, ki je predsednik vlade rekel, da bo hkrati rešitev glede redefinicije minimalnih plač, poudarjam beseda hkrati, rešena z razbremenjevanjem plač, kakor tudi z davčno reformo na nek način, pa je samo 3 dni kasneje vladna koalicija se odločila, da gre takoj v parlamentarni postopek. Po drugi strani imamo situacijo, da tudi minister Mramor, ki je prišel recimo na gospodarsko zbornico, je dejal, da bo težko vse zadeve hkrati urediti, ko gre za davčno reformo. Nekaj bo zdaj, recimo davčne blagajne, nekaj bo mogoče do leta 2017, recimo davek na nepremičnine, kdaj bo razbremenitev plač, pa se sploh še ne vemo. In tudi to nas skrbi, zaradi tega, ker prihajajo očitno leta 2016, to pomeni 2 leti pred volitvami, ko je najboljši čas za to, da se uvedejo določene reforme v državi, pridejo na tapeto obremenitve, šele kasneje bi razbremenitve, vemo pa kakšna situacija pred volitvami. Izjemno težko je to storiti pred volitvami. Tako da z tega zornega kota smo v tem trenutku res frustrirani in zelo veliki pesimisti, predvsem zato, ker verjamemo, da bi v Sloveniji bilo bistveno boljše. Če bi se res odločili za to, ker zdaj imenuje minister Mramor ali pa vlada davčna reforma, je pa gospodarska zbornica kot davčno prestrukturiranje pravzaprav predlagala že julija lani v gospodarski agendi za novo vlado, izhajajoč iz istih podatkov, ki jih ima ministrstvo za finance, da so razbremenitve nujno potrebne, predvsem pri delu, da pa je možno predvsem pri drugih davčnih zadevah in predvsem pri javni porabi dobiti denar, ki bi zapolnil to luknjo. Ne verjamemo, da je možno samo z drugimi davki zapolniti to luknjo, ker je premalo davka. Treba bo poskrbeti za javno porabo, ki bo drugačna, ta pa seveda spet v zdajšnjem predlogu proračuna ne gre v to smer. Tako da iz tega zornega kota bo zelo težko ujeti pravo ravnotežje. Hvala lepa. Odlično za nadaljevanje, pravzaprav za gospoda Jakoba Počivavška. Zanima me, kako v sindikatih razumete plačevanje davkov, tudi kar se tiče dohodnine, obremenitve na plačo. Vemo pač, zdaj delodajalci gledajo na plačo kot bruto znesek, ki pač nekako obremenjuje njihovo poslovanje. Na drugi strani so tukaj zaposleni, ki pa to neto plačo dobijo tako, kot jo dobijo. Zdaj, kako sindikati gledate na predloge, recimo, ali pa v predloge, ki se mogoče pojavljajo v javnosti, kako je glede zniževanja davkov, kako vi razumete pravzaprav vse poskuse doseči neko davčno reformo, pravzaprav, ki bi bila na eni strani ugodna ali pa bi šla v smeri tudi delodajalcev, da se jih razbremeni, hkrati pa, da delojemalci ne bi bili ob tem ogroženi oziroma da bi tudi delojemalci, če se le da, ob tem nekaj pridobili. Prosim, gospod Jakob. Lepo pozdravljeni, hvala za to vprašanje, ki je seveda vse prej kot lahko. Zdaj, jaz bom začel morda tam, kjer glede na to, da je tema oziroma cel kontekst dogodkov v tem tednu dialog, bi začel s tem, da pravzaprav smo mi dialog o tem deloma že vodili. V socialnem dialogu sklenjen je bil socialni sporazum v začetku letošnjega leta, kjer smo se mi na načelni ravni pravzaprav glede tega, kaj se bo z davki v obdobju 2015-2016 dogajalo, že na načelni ravni sporazumeli. In sicer ravno do vprašanja, na kakšen način ne bi bila pravzaprav izvedena ta davčna reforma. In izvedena ne bi bila na tak način, da bi prišlo do prestrukturiranja davčnih bremen.
vedeti moramo, in tukaj bi želel polemizirati pravzaprav z vašo trditvijo, da delodajalci plačujejo visoke davke, seveda niso vsi davki enaki. Ne? Po številnih kazalcih je Slovenija po obdavčitvi kapitala, po obdavčitvi nepremičnega premoženja na splošno pod povprečjem ostalih držav, s katerimi se primerjamo. Je pa res, da je bolj obremenjeno delo kot v nekaterih drugih državah. Tudi obremenitev dela pa po mojem mnenju ni mogoče čist enoznačno obravnavati, zato ker vemo, da v bistvu, ko govorimo o obremenitvah, kar se tiče dela, govorimo o davkih in govorimo o prispevkih. Ne? Davki so tisti, pač, ki grejo v državni proračun, prispevki so pa tisti, ki polnajo pač dve ostali blagajni javni, ne, ki sta pač v situaciji, kakršni sta, to je seveda zdravstvena blagajna in pa pokojninska blagajna. In seveda učinki glede tega, kaj počnemo na tem področju, vplivajo tudi to, kaj se v teh blagajnah dogaja in kakšne pravice tudi posamezniki iz teh blagajn imajo. Vemo, naprimer, da pač pokojninska blagajna je v precej zahtevni situaciji. Vsako leto približno 1,5 milijarde gre iz državnega proračuna za polnjenje pokojninske blagajne, se pravi, da prispevki iz pokojninskega zavarovanja ne zadoščajo za pokrivanje tistega, kar se iz te blagajne izplačuje, se pravi za tekoče izplačevanje pokojnin. Na drugi strani, recimo, kar se tiče zdravstvene blagajne, moramo vedeti, da v primerjavi z večino ostalih držav Slovenija izjemno velik delež izdatkov za zdravstvo, praktično celotne izdatke, kar se tiče zdravstva, razen investicij, pokriva iz prispevkov. To je drugačna situacija, kot je v večini ostalih držav, kjer grejo v smeri, da je odvisnost od plačevanja prispevkov zdravstvenih blagajn manjša in se v večji meri naslanja recimo tudi na proračunske vere. Tega v Sloveniji nimamo, ker proračunskih prilivov v zdravstveno blagajno v bistvu nimamo. Tako da to je ena od iztočnic. Zdaj, kar se tiče davka se pravi dohodnina, davka na prejemke delavcev, tudi tistih, ki delajo po drugih oblikah, ne samo pogodbo o zaposlitvi, seveda mi podpiramo to, kar je bilo prej rečeno, da se ostale oblike, ki niso pogodbo o zaposlitvi, obremenijo primerljivo s pogodbo o zaposlitvi, oziroma da se bolj obremeni, ker so trenutno te oblike bistveno cenejše, pri čemer je potrebno poudariti tudi to, da to ni edini faktor, zakaj se te oblike uporabljajo. Seveda tisti, ki ne delajo po pogodbi o zaposlitvi, nimajo pravice do regresa, nimajo letnega dopusta, nimajo bolniške odsotnosti in tako naprej. Se pravi, da že z tega vidika so te oblike cenejše in tudi to je eden od razlogov, zakaj so v praksi preveč razširjene. Na drugi strani, vsaj kar se tiče Pergama, mi opozarjamo že kar nekaj časa, pravzaprav tudi ob spremembi zakona o minimalni plači leta 2010, da bi v bistvu da bi tej spremembi takrat morala slediti tudi sprememba dohodninske lestvice oziroma sprememba davčnih olajšav. In to ravno z namena, da bi se preprečil efekt, ki se je takrat zgodil in je pač nesporen, kar se tiče uravnilovke in zbitosti plač na spodnjem delu v bistvu tistih, ki prejemajo najnižje prejemke. In tudi zdaj podpiramo to, da se na področju dohodninske lestvice te davčni razredi, kakršni trenutno so, spremenijo. Moramo vedeti, da v Sloveniji imamo pač takšno ureditev, da zaposleni s povprečno plačo in takšnih je 2/3 v Sloveniji že pride v najvišji dohodninski razred, kar ni neka normalna situacija in nedvomno to zmanjšuje razpoložljivi prejem posameznika in na tem področju smo za to, da se tukaj določene razbremenitve naredijo. Kot rečeno, bistveno bolj zahtevna situacija je, kar se tiče socialnih prejemkov. Tukaj moramo pa vedeti, da sprememba na tem področju pač nesporno bi pomenila težave v obeh javnih blagajnah in je zaradi tega tukaj potrebno pogledati potem, kakšni bodo drugi viri, ki bodo zagotavljali te pravice. Se mi pa zdi pomembno povedati, ko se pogovarjamo seveda o tem razmerju med to izbiro, plačevanje davkov ali pa polnjenjem proračuna, je pa vseeno, se mi zdi pomembno povedati, da z vidika posameznika, ne nazadnje tudi strani gospodarstva, se mi zdi, se je potrebno zavedati, čemu so pravzaprav davki namenjeni. Jaz tukaj seveda ne zagovarjam tega, da
naš javni sektor in javne storitve, ki jih imamo, da so popolne in da tukaj niso možne izboljšave in tudi boljši servis in za državljane in za podjetja, ne. Ampak vseeno pa moramo vedeti, da vkolikor se prilivi iz proračuna zmanjšujejo in vkolikor to pač vodi v zmanjšanje obsega javnih storitev, je edina izbira to, da se en del teh storitev pač organizira na nek drug način, ki ni financiran iz javnih sredstev, ampak je potem verjetno financiran iz žepa. Kar pomeni, da v končni fazi, vkolikor posameznik mora v nadaljevanju za te storitve pač plačevati iz žepa, seveda je spet vprašanje, ali njegov razpoložljivi dohodek v končni fazi v tem smislu večji, enak ali manjši. In jaz mislim, da to niso tako preprosta vprašanja, še zlasti glede na to, da je obseg javnih storitev v Sloveniji pač relativno velik in mi ocenjujemo, da je to prednost Slovenije, da je ta obseg večji, zato ker enostavno so storitve, ki tržno niso nujno zelo zanimive. In je vprašanje, kakšno vlogo bi trg odigral, vkolikor bi bile te storitve prepuščene v celoti pač konkurenci na prostem trgu in ali bi si lahko potem v tem primeru vsi privoščili tudi te storitve. Tako da mislim, da je to eno od pomembnih vprašanj. Jasno, sem se pa zdaj fokusiral zlasti na ta del, kar se tiče dohodnine. Na drugi strani pa vemo, da kar se tiče recimo davka od dobička, je Slovenija bistveno pod povprečjem ostalih držav, s katerimi se primerjamo. Pri nas je stopnja davka je 17%, pri čemer je efektivno upoštevanje olajšav 11,6%, tako da smo tukaj, zelo nizko obdavčeni. Podobno kot rečeno velja tudi za premoženje. Tako da jaz sem prepričan, da določene prerazporeditve v tem smislu, tudi kar se tiče primerljivosti z ostalimi državami, seveda so možne. Jaz mislim, da tukaj soglasje, kar se tega tiče, je možno najti, se mi pa ne zdi pametno, da se s parcialnimi rešitvami periodicira te rešitve. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolj pametno, če bi se celotna reforma domislila. Tukaj se tudi strinjam s tem, da je vprašanje, je prav, da se to dela z nekimi zamiki. Jaz mislim, da bi tukaj dejansko mogli imeti pred sabo celotno sliko, celoten paket in ga potem pač obravnavati, uskladiti in potem tudi uveljaviti. Hvala lepa za odgovor. Vidimo, da pravzaprav tematika se težko, v bistvu se samo nekje poskušaš vrteti okrog samega dialoga, okrog davkov, hočeš, nočeš, pravzaprav se dotikamo ves čas tudi nekih sosednjih področij, Tako da tematika v bistvu postaja širša, tudi zavedamo se na nek način, ko govorimo o davkih, seveda govorimo o vseh naštetih stvareh in pravzaprav tudi, ko govorimo o nekih predlogih neke davčne reforme ali karkoli, v bistvu ne moremo zelo parcialno pogledati ali karkoli. Kakorkoli lahko pogledamo, da v stanju, kakršnem smo, pričakovati zdaj neko totalno davčno reformo, ki bi bila tako celovita, da bi pravzaprav zajela vse te vidike, zdaj naštete, verjetno je tudi teže pričakovati. Glede na to, da poslušamo in jo pričakujemo že kar nekaj časa, pa pravzaprav nič nismo še videli. Pa me zanima mogoče tudi z vidika bivšega poslanca, pravzaprav, ko so se stvari že dogajale, tudi že v prejšnjih mandatih in tudi danes, kako se pač ta dialog, kako se pravzaprav predstavitve teh interesov ali svojih pogledov tudi v javnosti dogaja, kako mogoče tudi skozi oči nekega poslanca, ki poskuša pomagati in ki pozna področje, mogoče kakšno je vaš vtis, kaj se recimo, obstaja kakšen napredek v smeri iskanja rešitev in tudi doseganja nekih skupnih točk. Gospod Marko Povišič. Jaz sem predvsem izkušnjo iz časov vlade Alenke Bratušek, tam sem bil koalicijski poslanec. Tukaj moramo vseeno videti razliko med koalicijskim poslancem in opozicijskim poslancem. Dejansko, ko je govora o davkih, ima opozicija relativno lahko delo. Je proti davkom, da smo se nejasni. Vsi smo proti davkom, da ne bo pomote. Ampak opozicija ima tukaj relativno lažje delo. V koaliciji
so nas pa prepričali na ta način, da je bilo rečeno, da bomo delali 1/3 na prihodkih v proračun in 2/3 na odhodkih v proračun. Ne. In tako na to je sledil dvig DDV-ja. Ta delo na odhodkih, ki ne bi bila večino za uravnoteženje proračuna, je bilo pa umaknjeno nekam v neko sivo prihodnost. Ne. In potem po parih mesecih, ne, ko se postavi vprašanje, kje smo zdaj tukaj, 1/3, 2/3, 1/3 smo že naredili, ne, grabimo one 2/3, ne, je bila nazaj ocena, da v bistvu nismo lih na 1,2, smo nekje 1,1, se pravi 50-50, malo smo delali na prihodkih, malo pa na odhodkih, ne, ampak na koncu je bila resnica, da se je delalo zgolj in samo na prihodkih. Ne. In to moramo imeti v mislih vedno, kadar nam bo vlada ali pa kdorkoli predlagal nekaj v smislu, se bomo delali postopoma, se bomo delali premišljeno, se bomo najprej to, pa bomo kasneje tisto, se bomo tukaj sprejeli nepremičninski davek, pa bomo potem davek na plače znižali in tako dalje. Ne. Te zadeve v praksi enostavno tako ne grejo. Vlada rabi denar in bo pač obljubila vse, da ga pobere, potem pa pač bo že nekako preživela koalicija. Ne. Tukaj je edini način to, kar je bilo dejansko izvedeno v še predprejšnji vladi v okviru ministra Šušteršiča za ZUJF-om. Treba je zadeve zapreti v en paket, morda kak davek povišati, Janezu smo to vedno potem očitali, ne, kdo se je izmislil tisto 50% obdavčitev dohodninsko, ne, ampak po drugi strani tudi zapreti ustrezno delo na odhodkih. In to zapreti v en paket, zakonodajno-pravna služba Državnega zbora ob tem pač postane čisto rdeče, ker gre dejansko za nekaj, kar ne sodi v nek normalen pravni red, ampak žal se te zadeve drugačne dajo rešiti. Moraš zapreti v en paket in ta paket sprejeti kot celota. Kolikor pristaneš na to, da boš najprej nekaj naredil, potem pa drugo, bo se najprej nekaj zgodilo, tisto pa morda nikoli. Ne? Kar se je potem še večkrat zgodilo, ker nam vkljub te obljubi 1/3 na prihodkih proračuna, 2/3 na odhodkih proračuna, pa se je potem še enkrat pojavila ideja, da bi spet dvignili DDV. Ne? Takrat smo pač potegnili rdeč karton in do tega ni prišlo, ampak popolnoma isto finto bi probali še enkrat. In jaz verjamem, da se to lahko še enkrat zgodi. Ne? Zdaj, se pa moramo vseeno pri teh davčnih debatah zavedati ene zadeve, da morda ni prava debata o tem, kakšne davčne stopnje so primerne in te zadeve, ampak moramo predvsem na davke gledati skozi porabo. Ne? Zdaj, sploh od takrat dalje, ko imamo sprejeto fiskalno pravilo, če ti želiš znižati davke, je potrebno na drugi strani znižati odhodke. To je, bo rekel, zelo povezano, morda težje razumeti, ampak dejansko se davke znižuje skozi znižanje porabo. Če davko ne znižujemo skozi znižanje porabe, v bistvu zadolžujemo naše otroke, naše zanamce, ki bojo pač oni takrat morali dvigati davke in bo pač plus, da bojo takrat morali plačevati še obresti. Tako da tukaj je, bo rekel, kje vzeti, je zelo pomembno, če to uspemo narediti, bomo tudi davke zelo enostavno znižali. Zdaj, v tej debati delodajalec, delojemalec, bi jaz tukaj kar rekel, da sta oba dva na isti strani. Da tukaj nista na različnih straneh, kar nam probajo nekateri sugerirati, da gre za odnos kapitalist pa izkoriščenec ali karkoli že pravijo. V primeru davkov sta delodajalec in delojemalec na isti strani. Delodajalec gleda sicer bruto plačo, delojemalec gleda neto plačo, en gleda kaj da, drug gleda kaj dobi in obe imajo v interesu, da je ta razlika med bruto in neto čim manjša. In tukaj vidimo en krasen trik, ki so si ga zmislili ne vem kdaj, da se ta razlika med bruto in neto se reče prispevki delodajalcev, prispevki delojemalcev, dohodnina, pa še prispevke razbijamo na prispevek za pokojninsko, pa na zdravstveno, pa za za porodniško varnost, pa za brezposelnost in to na obeh koncih. In imaš na plačilni listi en kup enih postavk, nobena ni prav posebej visoka, ne? Ampak suma sumarum, pa v bistvu ljudje ne vedo, koliko so dali za davke, koliko je pa delodajalec dejansko plačal. Ne? Zdaj, tukaj bi morda sugeriral en predlog, ne? Morda pa bi delodajalci šli v eno akcijo, pa se bi vsi skupaj zmenili, ne? Da poleg vseh cifr, ki morajo biti na plačilnem listu, ne?
se z mastnim in velikimi številkami dajo še 3 cifre. Ne. Prva je plača, ki je bruto plača, druga je davki in prispevki, davki posebej, davki in prispevki, in tretja je izplačilo. Dobro. In to z mastnim tiskom in to. Zdaj, zakaj mislim, da je to dobra ideja? Podjetje 3FS je pred parimi meseci na socialnih omrežjih objavilo primer njihove plačilne liste. Lepo so se potrudili in so naredili eno tako lepo plačilno listo, kjer je vrh ledene gore malo predstavilo, kar ti dobiš, ono od spod, kar gre državi, vse cifre so se odločili lepo predstaviti tudi grafično, res lep izdelek, ampak kar je mene še posebej presenetilo je pa to, da je bil odziv na to plačilo na listo v glavnem, sploh nismo vedeli, da to plačujemo. To niste vedeli, mislim, v tem podjetju v glavnem delajo visoko izobraženi ljudje, pa tudi bo neko morda v teh krogih, ki jih jaz spremljam na socialnih omrežjih, so bolj takšni, ne, in v glavnem noben ni vedel, kakšne davke se sploh plačuje. Tako da ta splošno priznana mantra, da imamo v Sloveniji visoke davke, ne, morda v resnici sploh ni tako blizu ljudem, kot se nam zdi, ki se morda s tem bolj ukvarjamo. Ne. Tako da je na tem področju informiranja še vedno treba zelo veliko narediti. Ne. In to ne pomeni dovolj, da rečemo, v Sloveniji imamo veliko davkov, ker to se sliši kot lepa, krasna opozicijska floskola, ki jo vsake toliko časa privlečeš na dan, ne. Ampak je treba enostavno pogledati konkretne cifre. Lejte, to je bilo to je bilo to, potem pa bo se to lažje razumelo, ker flosko ljudje smo se enostavno že naveličali. Tako da, če povzamem, ne, edini način, da se tukaj karkoli resnega naredi, je, da se to zapre v nek resen paket, v celoten paket, ki to vse zaobjame in se sprema v enem koraku, se ne pristaja na neke parcialne rešitve. A je to možno ali ni? Ne? Jaz bom rekel, v Sloveniji itak ni nič možno. Ne? Zdravstvena reforma se bo delala koliko? Poglejmo sem pediatrično kliniko, recimo, koliko časa se je gradila. Ne? Jaz se spomnim na internetu, če sam sebe malo poiščem, imam še vedno mojo donacijo za pediatrično kliniko, ki sodi tam v moja študentska leta praktično. Ne? Toliko časa se te zadeve delajo. Zdravstvena reforma, to si mislimo, da je to zato potrebno 3 mandate. Ne? V resnici, kar ne sprejmeš v enem letu, ne boš sprejel nikoli. V informatiki, kjer delam, velja pravilo, projekt, ki je nekako več kot 2 leti, se ne bo nikoli zaključil. Kar pomeni, ne, da to zadevo treba zagrabiti in jo treba realizirati in to v enem letu, če ne brez veze, da se o tem sploh razmišlja. Zdaj, morda se zdi to komu realno ali pa nerealno, naj si pogleda gospoda Obamo v Ameriki, v kolikom času je on svoj Obamacare spravil čez. Ne. Sej potem je trajalo kar nekaj časa, ne, ampak da se in lahko to naredimo. Ne. Zdaj je pa samo vprašanje, ali je volja ali je pač ni. Ne. Hvala lepa. Tako kot je že gospod Jakob Počivavšek rekel, dialog pravzaprav ni prvič danes odprt. Na nek način je potekal že prej. Tudi v bistvu Nova Slovenija je začela z nekim dialogom, pa me zanima pravzaprav, s kakšnimi problemi ste se srečali, ko ste začenjali ta dialog s tem, rečemo, z eno, z drugo stranjo, z vlado, pravzaprav, kje se je največ zatikalo, kje v bistvu so mogoče nezaupanje na začetku, ne vem, a gre za nek korekten predlog, ali gre samo za nabiranje nekih političnih točk. Kako pravzaprav se je ta dialog odvijal do zdaj v bistvu kot predlog Nove Slovenije? Prosim, Janez Cigler. Ja, hvala za zelo zanimivo vprašanje. Mogoče bi jaz na začetku uvedel namest dialog skovanko multilog. Ne? Zato, ker pravzaprav smo s temi našimi predlogi za nižje davke ali pa za razbremenitev plač nekako res stopili do praktično vseh strani, ki sodelujejo v socialnem dialogu ali pa tudi, ki ne sodeluje. Ne? In zanimive izkušnje. Prvič eno veselje, ali pa kako bi rekel, eno hvaležnost vseh organizacij,
tako delodajalskih kot sindikalnih, ostalih, da se nekdo obrne na njih da predhodno preveri svoje predloge po ukrepe. Ne. Mislim, da smo to dobro začutili in to že kaže na eno mogoče pomanjkanje dialoga v splošnem. Ne. Potem, kot drugo, smo mogoče na vseh straneh začutili eno tako nezaupanje, pa ne do nas, ampak do države, to, kar so že moji predhodniki nekateri izpostavili. Ne. Nekateri se bojijo, da ob odzemu enega ukrepa ali pa bonitete bo gotovo sledila še palca na drugi strani. Ne. Nekje se bojijo, da ob znižanju enega davka bo ena okoljska dajatev povišana in tako naprej. Ne. Vse to na osnovi preteklih izkušenj. In tretje spoznanje, ki smo ga dobili ob tem, je, da pa je pripravljenost na pogovore, ne, na ta dialog. Tako da dejansko za stranko to ni bilo nekaj zelo novega, zato ker smo že prej imeli nekaj uspešnih projektov, ne vem, spomnimo se sam zakona o vojnih grobiščih in dostojnem pokopu, ki je sicer čist na drugem polju, ampak nekako smo tam na osnovi dobre izkušnje tega dialoga z različnimi deležniki prišli do dobrega rezultata. In mi smo seveda izhajali pri pripravi teh naših 5 predlogov ukrepov za razbremenitev dela in pa za znižanje davkov. Smo izhajali iz tega stanja, kot so tudi že predhodniki, mislim, da je gospod Počivavšek najbolj naglasil, to nevzdržno obremenitev plač v Sloveniji. Tule imam eno primerjalno tabelo. Recimo, ko Slovenec vstopi v 41% dohodninski razred, ne, pri 18.960, recimo je njemu enakovreden človek po prejemkih v Črni Gori obdavčen z 9%, v Srbiji na Japonskem z 10% dohodnino, v Nemčiji 14%, v Ameriki s 15%, v Italiji 27% in samo v Avstriji je kolikor toliko primerljivo 36,5, pa še vedno nižje. Ne. Nekako smo izhajali iz tega, da je res delo v naši državi preveč obremenjeno. Mogoče na kratko, če smem predstaviti teh 5 predlogov. Prvi predlog se nanaša na omejitev višine plačevanja prispevkov in sicer tako navzgor kot navzdol. Omejitev navzgor poznamo iz prejšnjih volitev, se je nekako to poimenovalo za socialno kapico. Mi smo zato, da bi nekako malo razbili to ideološko polarizacijo, ki se je ustvarila takrat, ne, ob debati en politik je celo to poimenoval bogataška kapica, kar je nonsens dejansko. Smo poimenovali ali pa predlagali poimenovanje razvojna kapica. Želeli smo razbremeniti ravno ta sloj ljudi, ki je, bi rekel, promotor ali pa gonilo napredka naše družbe, to so inovatorji, to so inženirji, tisti, ki dejansko vlečejo naprej razvoj v podjetjih. Na drugi strani pa smo želeli razbremeniti tudi prejemnike minimalne plače in smo predlagali ukrep, ko bi bil del bruto plače neoprispevčen. Po zgledu dohodninske olajšave bi tudi uvedli prispevčno olajšavo. Seveda bi se ta nanašala na čisto vse prejemnike plač, ampak najvišji neto izplen za posameznika bi bil ravno pri teh, ki prejemajo minimalno plačo. To smo nekako skušali udomačiti pa poimenovati za copatek. Ne, ker smo rekli, copate nosimo na nogah, nas grejo in en tak ukrep, ki bi posamezniku prinesel recimo na mesec 50 evrov neto, nekako smo si zamislili, če bi bilo približno 3000 evrov plače neprispevčene na leto, bi lahko prišli do
50 evrov mesečno za posameznika višji izplen, ob tem pa, kar je zelo pomembno za našo stranko, ne dodatno obremenili delodajalcev. Drugi ukrep bi bil širitev dohodninskega razreda, to, kar ste že tudi predhodniki omenili, in pa mi bi dodali še en ukrep, s katerim se sindikati ne strinjajo najbolj, in sicer bi ukinili ta najvišji 50% razred. Od tega razreda ni veliko izplena, od tega razreda je samo 16 milijonov izplena, to je z vidika proračuna veliko minorn prihodek. Hkrati bi pa na drugi strani z ukinitvijo tega razreda dali jasen signal tudi morebitnim tujim vlagateljem, da so dobrodošli in da jih želimo povabiti v državo. Tretji predlagan ukrep bi bil znižana stopnja davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja. Mi vemo, da je velika večina podjetij v Sloveniji malih in mikro. To je, bi rekel, temelj našega gospodarstva in nekako z razbremenitvijo bi jim želeli dati še več manevrskega prostora za razvoj in pa mogoče tudi za širitev, da bi se mogoče lahko razširili, odprli še kako novo delovno mesto in menimo, da bi tu lahko hitro noter dobili ta primanjkljaj, ki bi se povzročil. Nekako predlagamo, da bi bila znižana davčna stopnja na prvih 10 tisoč evrov dobička 4%, nekje nad 10 tisoč do 25 tisoč pa 10%. Se nam zdi, da bi lahko to bila dobra spodbuda za razvoj malih in mikropodjetij. Ko poslanska skupina ali pa vodstvo stranke hodi po terenu, večinoma gremo do podjetnikov, družinskih podjetij, manjših podjetij, tudi večjih. In dejansko so nam številni izpostavili težavo, da je pri izplačilu denarja od dobička, če si hoče recimo lastnik firme kot lastnik izplačati dobiček, da je tu neenakopravna obravnava teh dobičkov izplačanih, zato ker je ta dobiček dvakrat obdavčen. Najprej se plača že davek od dohodka pravnih oseb, nato pa še gre to v posameznikovo dohodnino, in sicer, oziroma se $10 obdavča po 25% stopnji. Mi želimo predlagati, oziroma predlagamo, da bi se ta plačani davek od dohodka pravnih oseb že štel kot plačana ali pa odvedena dohodnina in bi samo enkrat obdavčili te dohodke. Prosite. In pa zadnji ukrep. Zadnji ukrep, upam, da bom zvozil. Očitno je predlog. Zadnji ukrep je pa naletel, moram reči, da zadnji ukrep je pa naletel na največ pozitivnega odziva pri vseh stranih, pri vseh vpletenih, tudi pri ministru za finance, s katerim smo se danes dobili. Se opravičujem, a se slišimo? Tudi če tako malo slišimo. In sicer bi spremenili prispevčenje in pa obdavčenje božičnice, oziroma bi to obravnavo začeli z regresom. Kot verjetno veste, je regres oprispevčen oziroma obdavčen nad višino, ki je enaka 70% povprečne slovenske plače. In predlagamo, da bi s tem spodbudili delodajalce, da bi več zaposlenim izplačali nagrado v koncu leta, recimo nagrado iz delovne uspešnosti, da bi res neto nagrada, ki je njim namenjena, ki so prispevali k uspehu podjetja, v čim večji meri prišla do njih. Zato predlagam, da bi bil višina božičnice do višine 70% minimalne plače neoprispevčen, bi s tem izenačili obravnavo božičnice z regresom in mislim, da pomembno prispevali k zadovoljstvu in zaposlenih in podjetnikom oziroma direktorjev, vodstv podjetij.
Zdaj, ko smo se srečevali v tem multilogu, če smem tako poimenovati, z vsemi organizacijami, smo seveda prejeli tudi nekaj vprašanj, nekaj predlogov, zelo dobrih predlogov in nekaj kritik. Mi se kot odgovorna stranka zavedamo, da s temi predlogi, to je verjetno kdo želel že takoj vprašati, povzročimo tudi, bi rekel, neke vrste eno luknjo v proračunu. Kratkoročno je ta luknja lahko večja, dolgoročno mi verjamemo, da ne, da je lahko učinek samo bolj pozitiven kot negativen. Strokovnjaki, s katerimi smo sodelovali pri pripravi teh ukrepov, so nekako izračunali, da v statičnem pogledu vsi ti ukrepi skupaj bi povzročili 600 milijonov, bi rekel, nižje prihodke letno proračunu oziroma blagajnama, ki pa imata tudi določeno težavo, kot smo prej že rekli. Če pa pogledamo dinamično na te ukrepe oziroma učinke teh ukrepov, pa mi verjamemo, da bi okrog 400 milijonov lahko, bi rekel, pokrili z tem, da bo več priliva iz DDV-ja. Sklepamo namreč, recimo, če bojo imeli zaposleni više neto dohodke, recimo okrog 50 evrov neto na mesec, bojo to najverjetneje potrošnje. In iz DDV-ja bi bil toliko večji priliv, tudi iz dohodnine se nadejamo kaj več prilivov, zato ker bi se lahko zaposlenost povečala. Vsak zaposlen je pa dvojna dobra novica za državo, ne? Ker plačuje prispevke, davke in ker ni treba plačevati, bi rekel, socialnih transferov oziroma socialnih pomoči tem brezposelnim. Da zaključim, nekako smo z vsemi partnerji v tem iskanju skupne poti ali pa skupnih rešitev ugotovili, da dejansko gledamo v isto smer. Vsi si želimo, da bi zaposleni imeli čim više neto plače. Želimo si, da delodajalcev ne bi dodatno obremenjevali, zato da lahko odpirajo nova delovna mesta, da lahko razvijajo svoja podjetja. Ampak se pa malo razlikujemo v, recimo, časovni dinamiki, v kateri bi ukrepe uvajali. To je izrecno poudaril tudi finančni minister. Moramo se zavedati tudi okvira fiskalnega, oziroma on se more zavedati okvira fiskalnega pravila. Mi pa kot tisti, ki smo tudi podprli, kot opozicijska stranka, ne, fiskalno pravilo, seveda to vzamemo tudi na znanje. Tu bi jaz zaključil. Hvala lepa za pravzaprav že celovit pregled predloga, v bistvu vseh 5 ukrepov, ki jih je stranka pripravila. Zdaj pa bi želeli repliko, oziroma dodatek. V skladu z dialogom, mogoče eno repliko. Ne? Zdaj smo prišli pravzaprav do tistega problema, ki nenehno nastaja, ki ga je Marko že omenil prej. Ne? Če bomo plačevali manj, pa bomo neto imeli več, potem bo nek luknja nastala. Ne? Zelo preprosta zgodba. In v Sloveniji nastaja ta, malo se privoščal, ampak ti si korektan, pa vem, smo tudi skupaj nastopali, in tako naprej. Vsaka čas Pergamu, takrat, ko smo imeli probleme z energetsko intenzivno industrijo, ampak in vem, da si dobro namerno prej to povedal, ampak pogosto se to uporablja kot tako imenovani spin in je zelo zavajajoč nekorekten. Dva sta ti zavajanji. Zavajanje številka 1. Ko nekdo pride z predlogom, da se znižajo davki, se tako na drugi strani nasprotniki oglasijo, da pa to pomeni, da se moramo zavedati, da plačujemo davke zaradi nekaterih storitev. Tako da tisti, ki predlagamo nižje davke, nimamo otrok v šolah in si ne želimo kakovostnega šolstva, kot da ne gremo v zdravniku in se ne želimo kakovostnega zdravstva in tako naprej. Skratka, v podtonu se želi povedati, tile, ki to predlagajo, hoče vam znižati standard storitev. In drugi spin, ki se dogaja, oziroma druga zavajanje, ki se dogaja, je, da če bo manj denarja za javno porabo oziroma za javni sektor, potem bodo zagotovo slabše storitve. Kar je popoln nonsens. To pomeni, da po drugi, če obrnemo logiko, da tisti, ki to zagovarjajo, pravijo, da še naprej lahko imamo take afere, kot jih imamo javni sektor z aferami, z honorarji, z srčno kirurgijo in tako naprej. Pa da ne govorimo o javnih naročilih, pa vse tem, kar smo šli. Ne?
To sta dve skrajno nevarni zavajanji, ki se dogajata v Sloveniji. In s tem PR-ovskim trikom, da nehno tolče po vseh tistih, ki se želimo nič drugega, samo to, da bom ponazoril na primeru podjetja, ki je prišlo leta 2008 v krizi, da ko se mi zmanjšali prihodke, pogleda, kaj lahko naredi, se prilagodi in spet postreže kupca na najboljši možen način. Mi imamo v gospodarstvu, ravno ko sem bil pred 2 dnevoma, nekje pa sem razlagal tudi ljudje v javni upravi, na dnevi za javne uprave. Po mojem mnenju zelo, z vidika sociologije, zelo nevarna situacija. Pred 10-15 leti smo imeli primer parkirišč, pa tajkunov, ki so se rojevali potem tajkunov in gospodarstvo je bilo premalo proaktivno, da bi samo upravljalo s temi. Vemo pa, da je zelo težko večina tistih naredila, ki niso bili v to upleteni, zaradi tega, ker so bili tisti, ki so bili v to upleteni, itak povezani z državo, ker so državne banke dajo ljudje pa tako naprej. Ampak, ne, ni bilo dovolj kritičnosti znotraj gospodarstva zoprti in gospodarstvo je postalo odločno momente stigmatizirano v celoti. Zdaj imamo situacije, da so mnogi, ki odločajo o tem, kam bo šla javna uporaba, zelo nekritični ali pa neproaktivni do tega, kaj se dogaja z javno porabo. Govorimo o kvaliteti, ne o kvantiteti. In dogaja se to, da bomo včasih prišli situacije, da bo cel javni sektor zaradi tega stigmatiziran. In imeli bomo razredni boj, in ga malo že imamo, ne med kapitalom in zaposlenimi, ampak med gospodarstvom in javnim sektorom, ker je narobe, ker vsi prispevajo dodane vrednosti. Ampak če ne bo v tem trenutku, ne bodo tisti, ki odločajo o tem, kam bo šla javna poraba, poskrbeli tudi za večjo kvaliteto te javne porabe na približno isti ravni, ne pa na višji ravni, potem bomo imeli to situacijo. Zaradi tega, ker se bo dogajalo itak afere še naprej, ker je mnogo še skritih, to vsi vemo, in v gospodarstvu in marsikje drugje, po socialno monija dogajajo. Ne? Ampak, če bo na koncu še udala še nova kriza, ni pa to nemogoče, mi pa smo zadolženi 31 milijard skoraj, prej so bili pa samo 8 milijard, smo imeli rezervo in bo to udarilo po prstih v fiskalnem pravilu vse nas, ne bo mogoče več da se socialno dodatno ali pa se zadolževati. Potem bo pa hudo v tej državi in tega se mnogi, po mojem, v tem trenutku ne zavedajo. In ta proračun, ki smo ga, Marko, ki si tudi malo prej omenil, že gledali, žal ne vidimo tega, kar je ključno. Prej s tabo se na nek način strinjam, ker se hotel mogoče prej sugerirati. Prej bi moral vsako vprašati, kje bomo lahko najdeli vire za to, da bomo davčno reformo naredili. Ne pa mi govorimo o politiki, kaj vse bo naredil z davčno reformo, nimajo pa virov. Ne povedo pa, kje bo vire najdel. Oziroma jih iščejo tako. Bomo razbremenili delo, enkrat so to olajšave, enkrat je kaj drugega, enkrat je treba, plasirajo medije vsak teden kaj novo. Skratka, po mojem mnenju smo sociološko gledano zelo kritične momente, čeprav imamo v tem trenutku rast, ki sicer še ne dosega tiste stopnje BDP na zaposlenega, ki je leta 2008, če zmeraj smo za tem, ne, to tudi pozabljajo mnogi, ampak ravno zato je to nevarno, ker so apetiti skrajno skočili gor, na drugi strani imamo pa neravnotežje še vedno velika. Samo za primer mogoče na koncu povem, jaz sem bil na enem sestanku z Evropsko komisijo, nema se biti tudi, ko je predstavnik Evropske komisije zelo dobro povedal tam. Mislim, da je bilo to ena od ključnih besed. Je rekel, ja, rast je in ja, z rastjo prihajajo tudi plače in prav, da se plače tudi povečujejo zaradi kupne moči in tako naprej. Ampak bodite potrpežljivi zaradi nesorazmerja in neravnotežja vsaj še približno 2 leti, ko gre za bruto rast, ne, ko gre za neto rast. Zaradi tega drugače bomo imeli težave. In to je najbolj nevarna situacija, po mojem, v tem trenutku. Mogoče celo nevarnejša, kot bom rekel, od leta 2008 ali pa 2009. Zdaj najprej bi morda eno heretično misel izrekel, ne, in sicer, da ljudje radi plačujemo davke. Ne. Če smo prepričani, da se ta denar dobro porabi. Ne. Če smo to prepričani. Če pa slišimo potem, da gre 1,5 milijarde tam za ono kurjenje premoga v Velenju, če potem slišimo, koliko se preplačujejo razne zdravstvene nabave, če slišimo za anekse razne, ja, potem pa valjda smo malo nestrpni do tega, kaj bi pa dali denar temu, če pač se slabo, če potem iz, bo rekel, vseh lukenj ven teče. Ne? Tako da je najprej treba zamašiti luknje, potem pa lahko odpremo dodatno pipico, če bomo s tem pač dobili boljše storitve. Jaz sem res prepričan v to, da ljudje nimajo problemov s plačevanjem davkov, če je na drugi strani obstaja prepričanje, da je ta denar dobro porabljen.
In bom rekel, ravno danes sem prebral en zapis mojega kolega, ki se namerava iz Kostarike preseliti v Združene države Amerike. Izselil se iz Slovenije enih 15 let nazaj zaradi davkov, pa tudi zaradi lepšega vremena in v Kostariki plačuje zelo nizke davke, ampak se zdaj namerava preseliti v Združene države Amerike, kjer bo plačeval bistveno več davkov. Zakaj? Ker bo tam dobil za ta denar kljub temu več kot v Kostariki. Se pravi, suma sumarum se mu to nekako splača. Pa je zelo racionalen človek. Ne? Če se pa vrnem na te predloge nazaj, jaz bom rekel tako, ne strinjam, mislim, vsi predlogi se mi jih ne zdijo najboljši, ampak gre za znižanje davkov in temu vsekakor ne bom nasprotoval. Ne? Tako da toplo podpiram vse te predloge in upam, da bojo kmalu postali realnost. Bi pa morda komentiral to cifro 600 milijonov ali pa 400 milijonov, statičen, dinamičen pogled na to, koliko to stane, iz ene perspektive. Ne? Koliko je Slovenija letos zbrala, slovenska država, davkov več kot lani zaradi gospodarske rasti? A ve, kdo to cifro? V prvega pol leta so te podatki že znani. 400 milijonov. V prvega pol leta smo pobrali 400 milijonov več davkov in prispevkov, in predvsem iz naslova pač gospodarske rasti, ker drugih sprememb ni bilo. Ne? Kar pomeni, ne, da teh 600 milijonov ali pa 400 milijonov dejansko ni nekaj nepredstavljivega. Ni nekaj, kar si ne bi mogli privoščiti. In to, kar nam ves čas fopajo, da si ne moramo privoščiti kapice na prispevkih recimo, ali kakšnega drugega takšnega ukrepa, temu dejansko sploh ni res. Mi si to lahko privoščimo. Sploh sedaj, ko je, bo neko gospodarska rast. Ne? Tukaj pri tem, recimo, 5. predlog, izplačilo božičnice in tako dalje, jaz sem tukaj razmišljal o eni podobni stvari in sicer, zakaj ne bi enostavno omogočili, da se udeleženci dobijo delež pri dobičku, prostovoljen seveda, ne? Ker največji katastrofa, kar se lahko zgodi, je, da predpišeš, da more nekdo so udeležen biti pri dobičku, to pa ni dobiček, to je potem davek. Zakaj ne je bilo omogočeno, da lahko delodajalec izplača delež v dobičku na popolnoma enak način, kot si ga izplača lastnik? Se pravi, s 25% cedolarno obdavčitvijo. Sicer se sliši veliko, ampak trenutno lahko to izplača kako, da plača prispevke delodajalca, prispevke delojemalca in na koncu še dohodnina. 22,1, 15,6 je, smo tam na 37% plus dohodnina, odvisno v kjer razred padeš, 30, 40, blizu 40, 50% takoj pridemo. Ne? 25%, medtem ko lastnik si pa lahko izplača dobiček s 25%. Ne? In bi bilo, bo rekel, čist tukaj, rekel, ena tak zelo prijazen predlog, ne ima možnost, če rečemo kapitalist, ne, delavca nagraditi na enak način, kot nagradi sebi. Ne. Ker ta trenutek ga lahko delavca nagradi dražje kot sebe. Ne. In to, ne vem, če je komu všeč. Ne. V teh mislih, koliko davkov pobrati, pa potem plačevati, financirati storitve, javne storitve, ne, moramo se vseeno vedno postaviti tudi eno vprašanje. Ne. Kje je denar bolj učinkovito porabljen? Ali ga bolj učinkovito porabi vsakdo izmed nas, ali ga bolj učinkovito porabi država v našem imenu? Ne. Z drugimi besedami, ne, koliko od vas bi gospodu Mramorju zaupalo svoj družinski proračun. Ne? Se pravi, ne dobite plače, plača gre na račun gospoda Mramorja, zdaj vam bo pa on lepo plačeval položnice, otroke obleku in podobne zadeve. Vam šel za vas v shopping, ne vem, kamorkoli pa že hodite, koliko ljudi bi dejansko pristalo na to. Ne? In zdaj, seveda, če imaš vse pokrito, ne? No. Ampak mislim, da bi zelo hitro tukaj prišli do tega, da vseeno mislimo vsak za sebe, da bolj sam upravlja svoj proračun, kot ga država upravlja. Ne? Kar pomeni, da za nekako isto ustvarjeno vrednost, ki jo dobimo izplačeno kot plačo in nam je del država pobere, ne? Morda je vseeno boljš, da čim večji kos tega dejansko zapravljamo državljani in ne država. Zdaj, ta trenutek mislim, da smo blizu 50% je javna poraba
če bi to zadevo uspeli zniževati in prišli tam do nekih, recimo neke raziskave kaže, da je najbolj optimalno okoli 35%, ne, bi bilo to, rekel, zelo, zelo v redu. Ne. Sam bi bil zadovoljen že, da 0,5% na leto to znižamo, ne, kar pomeni, da bi do tega prišli v 30 letih, bi bilo več kot preveč zadovoljen bi bil. Ne. Hvala lepa. Zdaj, glede na vse povedano že in si mi zdi, da tudi dobro nekje zavedanje, da gospodarstvo, ki nekako ustvarja dodano vrednost, se ne dajo javni sektor, ne, tudi, ne v taki meri. Si mi zdi, da v bistvu zavedamo se tudi, da s tem, ko gospodarstvo stiskamo za urad, zgubljamo tudi delovna mesta. Se pravi, vedno več ljudi brezposelnih, zavedati se moramo, da vsa ta podjetja nastopajo na trgu, ne. In nekako so v primežu na eni strani pač pritiska stroškov, na drugi strani v bistvu pritisk trgov k zniževanju stroškov, ne. In zdaj, če jim še mi poslabšujemo to situacijo, pravzaprav nekako za delodajalce ne gremo v pravi smeri. Kaj zdaj, recimo, z vidika sindikatov pa bi bili te ukrepi, ki se zdaj nakazujejo v tej razpravi, recimo, bi bili sprejemljivi, oziroma kaj sindikati menijo o teh predlogih, recimo, kaj sindikati vidijo, recimo, da mogoče kot neko negativno stran nekega ukrepa ali predloga, ki verjamem, da je nekako težko zdaj celovito vse zajeti, ampak recimo, da se poskušamo omejiti samo na nekaj teh povedanih ukrepov, recimo, kaj sindikati v njih menijo, ali so sprejemljivi to za sindikate, kaj na drugi strani mogoče lahko res prinaša, ne vem, nek minus ali strah, kaj bi se lahko zgodilo, če se take ukrepe sprejme. Oziroma ali sindikati, verjamem, da v bistvu pravzaprav sindikati ne zagovarjajo zdaj, dajmo davke samo povišati, se nas ne briga, kaj pravzaprav se s podjetji dogaja. Prosim, gospod Počivalšek. No, tako kot je bilo že povedano, mi smo z velikim veseljem to pobudo Nove Slovenije sprejeli, smo tudi natančno proučili te predloge, ki so pač nam jih posredovali. In mislim, da smo imeli tudi zelo konkreten in zelo korekten dialog, kar se tega tiče. Jasno, naša stališča niso glede vseh ukrepov na isti valovni dolžini, pri nekaterih pa vendarle. Recimo, kar se tiče spremembe dohodninske lestvice, tukaj smo bili zelo podobnega mnenja. Tudi kar se tiče razbremenitve božičnice, to je vsebina, o kateri smo se tudi pogovarjali v okviru socialnega sporazuma, in to je sigurno neka zadeva, ki jo podpiramo, ne nazadnje prinaša korist zaposlenim. Danes se številna podjetja odločajo za to, da tega ne izplačujejo ali pa izplačujejo to na kakšne sporne načine, naprimer preko izplačevanja stroškov in tako naprej, da je to manj obremenjeno, tako da je to sigurno ena od zadev, ki so za podpreti, ne. Zdaj, kar se tiče ostalih zadev, seveda so pa zadeve nekoliko drugačne, ne. Upozorili smo recimo, ko je bilo govora o tistemu minimalnemu znesku, ki ne bi bil prispevčen, recimo ta zadeva se nam je na prvi pogled sicer zdela dobrodošla ali pa bom rekel simpatična, ampak nažalost, vračam se na tisto, kar je bilo prej povedano, negativne izkušnje, ki smo jih imeli v preteklosti. Če se boste spomnili razprav, ki so bile ob sprejemanju zakona za uravnoteženje javnih financ, je bil eden od predlogov to, da so vse tiste pravice iz socialnih zavarovanj, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih, izločijo iz teh blagajn. In tukaj je naš upravičen strah, da v prihodnosti, če bi bil tak ukrep uveden, ali se bo čez 10 let nekdo spomnil na to, da je bil ta ukrep sprejet za to, da bo to obravnavano drugače in ne bo to potem enostavno nek socialni transfer, od katerega te ljudje ne bodo imeli nič. Ker to seveda, jaz verjamem, da to ni namen, ne, absolutno, ampak treba je pa vendarle to izkušnjo imeti, ker je žal stara šele 2 leti, in kup takih zadev je takrat bilo, ki nažalost zdaj pač porajajo določene strahove, Zdaj, kar se tiče socialne kapice, seveda to je eden od predlogov, ki je, bom rekel, in finančno najbolj težek in verjetno tudi, bom rekel, ker ideološko verjetno najbolj sporen, Zdaj, mi smo povedali naše stališče, mi smo znotraj naše organizacije vodili precej obširno razpravo o socialni kapici, Morate vedeti, da ne nazadnje člani našega sindikata so zelo raznoliki zaposleni, med drugim recimo tudi prometni piloti, ki imajo zelo visoke plače,
in je za njih sigurno socialna kapica eno od vprašanj, ki je zelo relevantno. Ne. Ampak razprave okrog socialne kapice v naši organizaciji nismo zaključili. Iz enega čisto preprostega razloga, zato ker ocenjujemo, da v trenutnih razmerah enostavno njena uvedba ni možna. Tukaj se ne strinjam, kar je prej gospod Pavlišič povedal, in menimo tudi, da fiskalno pravilo pač je to še bolj zacementiralo, kot je bilo takrat, o tem smo se pogovarjali še pred fiskalnim pravilom. Moramo vedeti, da pač luknja v proračunu trenutno je takšna, kakršna je, a ne, ki jo še vedno polnimo, in še dodatno ustvarjanje minusa, kar se tega tiče, seveda povzroča še dodatne probleme, kar se tega tiče. Ne. Zdaj, zdi se mi tukaj pomembno tudi nekoliko replicirati na tisto, kar je bilo prej rečeno glede teh spinov, nižji davki, manj storitev, manj sredstev, slabše storitve, ne, glede kvalitete javnih storitev. Ne. Zdaj, kot konfederacija, ki enakovredno v bistvu povezuje sindikate in zasebnega in javnega sektorja, to se mi zdi pomembno, ne, tudi z vidika tistega, kar je bilo prej rečeno, tega razrednega boja, če hočete, med javnim in zasebnim sektorjem, ne, mi konstantno opozarjamo na anomalije in iracionalno porabo v javnem sektorju. Naš sindikat, visokošolski sindikat, je bil tisti, ki je bil najbolj glasen ob aferi izplačil na fakultetah, ki so prišla v javnost pred časom. Ne. Opozarjamo, to ve tudi kolega Goran, na ekonomsko-socialnem svetu glede javnih naročil, naprimer. Ne. En kup predlogov je bilo danih, kar se teh stvari tiče, a ne, in nobenega dvoma ni, da so tukaj pač možne racionalizacije. Problem, ki ga imamo tudi v pogajanjih v javnem sektorju, če hočete, je to, da se ves čas pogovarjamo samo in izključno o linearnih ukrepih. In o tem se pogovarjamo že zadnjih 6 let. In jaz sem prepričan, da to pač ni pravi pogovor o tem, kako javno porabo pač uravnavati. Ne, jaz sicer mislim, da javna poraba pri nas ni previsoka. Vprašanje pa je, ali bi bilo možno s tem, kar dajemo, kakršna je naša javna poraba, ali bi bila lahko storitev pač boljša, a ne, in nedvomno bi bila lahko boljša. Ne, tako da, zdaj, seveda, ne, če pa izhajamo iz teh najbolj osnovnih, seveda, če sredstev manj, je nekaj zagotovo, ali je manj, ali je pa slabše. Jaz mislim, da temu bi težko porekel. Seveda, če so tukaj kakšne majhne razlike, verjetno se da neke rezerve poiskati, vedno se da. Ampak jaz se vedno spomnim, ne, enega direktorja, ga ne bom imenoval, enega, bom rekel, dosti uspešnega podjetja, multinacionalnega, ki je deloval v Sloveniji, ne, ki je rekel, jaz vsako leto zahtevam od mojih inženirjev, ne, da najdejo v proizvodu, ki ga delamo, 2% manj stroškov. Ne. Ampak tisti, ki smo uporabniki teh, bom demagoški, ne, ampak tisti, ki smo uporabniki teh strojčkov, ne, pa ugotavljamo, da je njihova življenjska doba vsakič slabša. Ne. Ne, in hočem reči, da vedno se to potem, nekje se to pozna, do določene mere seveda vsak sistem ima določene rezerve, ne, ampak jaz mislim, da zdaj, da bi pa lahko kar generalno o tem govorili, da pač z bistveno manj sredstev pač bomo pa zagotavljali enako obseg in enako kvaliteto storitev ali pa celo boljšo, ne, pa mislim, da je naivno. No. Zdaj, še morda, kar se tiče obdavčitve kapitala in manjših podjetnikov. No. Zdaj, tukaj tudi naše stališče nekoliko drugače. Ne. Zdaj, prva zadeva, ki je, že prej sem povedal, da pač podatki so tudi javno dostopni, da v bistvu kapital je pri nas podpoprečno obdavčen. Ne. To je že eno izhodišče, po moje, ki ga je potrebno upoštevati. Ne. Zdaj, drugo izhodišče, ki pa seveda lahko marsikdo z njim polemizira, ne, pa vendarle je utemeljeno v številnih študijah, je, da nižji davki ne pomenijo nujno več delovnih mest in višjo rast. Ne. To se nisem jaz spomnil, ne, ampak in tudi, recimo, če izhajamo iz tega, kar je bilo rečeno, ne, da je trenutno pač prilival več iz naslova gospodarske rasti in višjih dobičkov, ki tudi so bili, hvala Bogu, ne, v preteklem letu. Ne, jaz mislim, da pred nami so takšni fiskalni izzivi, da po mojem v tem trenutku na tem segmentu zmanjševati
menim, da ne bi bilo pametno in smatram, da bi bilo bolj smotrno na ta način zapirati pač proračunsko luknjo, ki jo imamo, jasno tudi pogledati, kaj se dogaja z javno porabo, ne, in spraviti pač, glede na to, da imamo zdaj fiskalno pravilo uveljavljeno, ne, pač uterti naše javne finance pač v fiskalno pravilo, ki ga imamo, ker dvomim, da bi z nižjimi davki bili prilivi večji. Jaz mislim, da se to ne bi zgodilo. Ena kratka replika moram replicirati. Rečeno je bilo, da nižji davki nujno ne pomenijo več delovnih mest. Ne? Ja. Res je. Nižji davki nujno ne pomenijo več, ampak ponavadi pa pomenijo. Ja. Ponavadi pa pomenijo. Nujno pa res ne. In drugo vprašanje, kakšno vprašanje je vprašanje kapice na socialne prispevke, ne? Da je to delno tudi ideološko vprašanje. Ne, to je samo ideološko vprašanje, nič drugega kot samo ideološko vprašanje. Namreč mi v vseh teh debatah o kapici še nikoli se nismo sploh dotaknili, na kateri točki pa bi postavili to kapico. Namreč, če mi postavimo to kapico recimo na višino najvišjega dohodninskega razreda ali pa krat 2 tega, recimo na 5000 evrov, ne, potem bojo stroški v proračunu tako nizki, da se to lahko takoj privoščimo. Ne. Še več, to lahko plača gospod Erjavec namesto svoje reprezentance, te stroške. Ne. Tako da to ni vprašanje, ni ekonomsko. To ni smisla. Ne, seveda ima smisel. Ne. Mi v Sloveniji vsi hočemo imeti takoj rezultate. Ne. Sam potem imamo samo menadžerjev največji plačani, mi imamo visoko strokoven kader v podjetjih. Tako, ampak pozabljamo pa na eno zadevo. Ne. Danes to zadevo bomo zelo težko uvedli, ne, da bi recimo socialno kapico postavili na 2000 evrov. Ne. Na 5000 bi jo pa morda lahko uvedli. Ne. 36 000 bruto na leto. To je 3000 na mesec. Ne. Ampak ena zadeva je lažje uvesti kot druga in mi zato, ker tega ne moramo dobiti, se odpovedujemo tudi drugemu. Vendar čez 10 let bomo še vedno brez socialne kapice. Če bi pa danes socialno kapico uvedli na nekem višjem razredu, ne, bi pa čez 10 let bila tam čisto primerna. Ne. In moramo tudi včasih sprejeti, včasih vseeno hočemo preveč tako imeti, ne, in potem ne dobimo nič oziroma dobimo višji DDV. Ne. Vem, kaj sem mislil povedati, da bi še postopoma, ampak se bojim, da bi kle avtogor se zabil, zaradi tega bi javno mnenje to karakteriziralo kot nagrajevanje samo tistih, ki imajo najvišje plače v državi in seveda to je res, vendar to vprašanje je ideološko vprašanje, ne? In moramo najprej to ideologijo razbiti in to se na ta način da razbiti, potem pa naprej lažje. Jaz si diagnozo se prav postavil, ampak pot mislim, da bi morali še drugo najti. Mogoče samo dodam, ne? Mi smo o tem veliko razmišljali, zelo umestna debata. Mi smo ravno pri predlogu naših ukrepov, ki smo vam jih tudi predstavili, nekako predvideli 2 višini. Izhajali smo pa iz tega, da dejansko delna socialna ali pa razvojna kapica že obstaja, ne, za SP-je. In tu v bistvu sta v neenakem položaju, bi rekel, so delodajalci v velikih firmah ali pa, ne vem, tudi v javnem sektorju, ne, napram SP-jem. SP-ji že imajo socialno kapico postavljeno pri 5400 bruto. Ne. In to je ena varianta, ki bi pa zajela relativno ozek krog ljudi, okrog 15 000 ljudi, in pa tu bi se hitro soočili s tem očitkom, ne, da samo direktorjem to odpuščamo. Druga varianta, za katero smo se bolj ogreli, je ta, postaviti pri 3200 bruto, in tu bi nekako zajeli okrog 50 do 60 000 ljudi v ta ukrep, in ocenjujemo, da bi vseeno s tem, da bi jih zadržali doma, večja možnost, da bi jih zadržali doma, ne, te ljudi, ki delajo v panogah, ki imajo višjo dodano vrednost, recimo gospod Čevavšek je tu dobro omenil, tudi pilote med njimi, ne, ali pa farmacevte in tako naprej. Tako da mi smo o tem veliko razmišljali, smo nekako tu 2 variantni rešitvi predlagali, ne, ali pa dali na mizo, ne, da se o njih lahko govori. Zavedamo se tudi tega, da predvsem pri Copatku je lahko problematično kasneje, bi rekel, uveljavljanje teh pravic. Vprašanja so bila z več strani, ali to pomeni, da potem ob znižanju prispevkov
je posameznik tudi zavarovan za nižji obseg pravic, ali je to za polni obseg pravic, kdo bo to razliko pokril, ali bo to integrala pač v toliko večji meri sofinancirala SPIZ-u in pa zdravstveni blagajni. Dejansko tu čisto konkretnih končnih odgovor nimamo. Je pa ena možna varianta je ta, kot je gospod Pavlišič omenil, da se že zaradi gospodarske rasti, bi rekel, viša priliv v proračun, hkrati pa mislim, da minister za finance že ima to nekako razporejeno v druga področja. Brez skrbi. Nižji davki res ne pomenijo nujno večjega priliva, ampak v teoriji Lafferova krivulja. Ja, kakšni učbeniki so tudi že zanikali, ne, ta efekt. No, tukaj se mi zdi, da je... Še so ideološki. Niso. Ne, tukaj jaz mislim, da dobro. Tukaj določene stvari vidimo, da se je nek konsens za določene predloge, s katerimi bi se dali nadaljevati, kar je na nek način razveseljivo, v bistvu, da se vsaj lahko premikamo. A ne. Pri določenih predlogih vidimo, da pa pravzaprav se je potrebno poglobiti v samo rešitev oziroma v samo ukrep predlagan, ker to izgleda, pa ne bom rekel ideološki, ampak mogoče bolj osnovne stvari, kako pač razumeš ekonomijo, verjetno je tudi od panoge do panoge spet razlika, a ne? Ampak na nek način, tudi recimo, ne vem, zdaj, ko smo že omenili recimo Lafferjevo krivuljo in tako naprej, ne, se mi zdi, da je vedno več primerov, ki jo potrjujejo, kot v bistvu pravzaprav bi dokazovali, da ne deluje, a ne. Res, da je spet druga točka, ko se odpira pravzaprav kje, pravzaprav pa se nahajamo na Lafferjevi krivulji, a ne. To je večji problem zdaj, ki ga pa tudi verjetno, smo verjetno v določeni smeri preveč desno, ne, kar pomeni, da nekje davke verjetno so previsoki, da bi preveč pobrali, ne. Zdaj točno kakšen ukrep oziroma kje je tista prava meja, je pa spet vprašanje, v kateri v Sloveniji tudi finančni minister ne ve odgovora na to, ne. Kar pomeni, da verjetno ali s postopnim nižanjem davkov ali karkoli lahko poskušaš ugotoviti, kaj se dogaja, a ne. Je pa res, da ta tranzicija, ne, sprememb mora biti skrbno načrtovana, da se vidi pravzaprav, kaj en ukrep prinese na drugi strani, da pravzaprav ne podre celotne slike. Mislim, da ste hoteli še nekaj drugi. Ja, jaz sem hotel to reči, ne, da v bistvu da ne bo napačno vtis, ne. Saj jasno, ne, neki ekstremi seveda imajo takšne učinke, ne. In tukaj recimo prej je bilo omenjen recimo tipičen primer, ki smo ga imeli, ne, in pač je to breme seveda potrebno pametno in enakomerno razporediti. Mi smo imeli recimo primer, ko je želela vlada v bistvu bistveno bolj obremeniti recimo energetsko intenzivna podjetja, ne, konec lanskega leta. In to v bistvu za tako stopno, da seveda pa bi to drastično posegali v položaj teh podjetij in ogrozili pač tudi delovna mesta, a ne. In jasno, da neki taki posegi pa imajo učinke, a ne. In smo takrat tudi nastopili pravzaprav takrat skupaj in delodajalci in sindikati prav iz tega razloga, ker je tam pa zadeva pač šla v neko drugo smer, ne. In je to pač eden od primerov, ki je pokazal, da je treba pač jasno tehtati ukrepe takšne in drugačne in to breme potem tudi enakomerno razporediti to breme, čeprav smo bili potem od nekaterih drugih recimo deležni pač učinkov, da pa zdaj ne vem, posameznik plačuje več, ne, ampak smo nekako uspeli pojasniti, da vendar ne boš, če posameznik plača mogoče na mesec 1 evro več, kot da je izgubljenih pač toliko in toliko delovnih mest, zato ker bi bilo to breme prevaljeno samo na en segment gospodarstva. Mogoče, če se ne sam dodati še, ker manjka mogoče na dimenzija te razprave, je kaj je ključna zgodba vsake politike pa vsake države? Kaj je ključen cilj? Ključen cilj je več delovnih mest. To je ključna zgodba, več delovnih mest. Kako smo priti do več delovnih mest in kako priti z davčno politiko do več, to je najboljši vzvod, pravzaprav davčna politika več delovnih mest. Je res nonsens, da imamo visoko obremenitev dela, ne? Na drugi strani pa res, da tudi nekatere druge obremenitev nižje. Ampak kaj je še dodatna dimenzija, bi lahko se razpravljamo o takih ali drugačnih krivuljah, ne? Ključna zgodba, da je pogledamo, kje je Slovenija v primerjavi z konkurenčnimi državami. In a se spomnil kdo od nas, da je bo zadnji greenfield naložbo v Sloveniji, strani zasebnega ali pa tujega vlagatelja? Ni, mi smo popolnoma neatraktivni in mi ne bomo še 20 let atraktivni, ne? Zgodba je drugje, če se postavimo vlogo vlagatelja, je, če hočem nekaj
kupiti in razvijati v Sloveniji in to zgodba tudi s privatizacijo. Ne? V tistih primerih, ko pride do win-win situacije, tam bi vlada morala gledati. Ne? Ko pride do win-win situacije, ko podjetje samo ne more, zaradi tega, ker so pač razmere na trgu takšne, ali se to konsolidirala panoga, tipičen primer je Goodyear Sava, ki je bila dobra rešitev, problem je, kako so ta denar potem zapravili, ne? Ampak so v pravem trenutku prodali, zaradi tega je Goodyear zdaj zelo solidna tovarna, ne? V Kranju. Ampak tisto, kar hočem povedati, je naslednje. Ko bo vlagatelj prišel v Slovenijo pa rekel, kaj je zanj prednost, bo v razpotju med tem, kakšna so bremena za naprej, kakšni so davki in tega, kakšna infrastruktura v okolju ostala. Ali znanje, ali ima kadre in tako naprej. Greenfielda ne bo tukaj. Ne? In na to način, tukaj se bo ključna zgodba zgodila, ali bomo tista podjetja, ki bodo recimo prodane zasebnim domačim ali tujim investitorjem, ali pa druga domača, ki so že vse doživljala še naprej ekspanzijo, ki je v zadnjih letih, ali ne. In od tega, to je edina točka, kjer mi lahko dosegamo nova delovna mesta. Z Greenfieldom ne bomo. Z razvojem obstoječih podjetij o primerni davčni politiki ali tudi s privatizacijo tam, kjer bo naprej iziskanjem dobrega partnera. Ta bo pa rekel zelo preprosto. Rekel, dragi moji, v večini primerov, Slovenija se ne more primerjati z infrastrukturo, z Avstrijo, Nemčijo in tako naprej. Tam imate velike univerze, moderno logistiko in tako naprej. Ne more se primerjati niti s Češko, Slovaško, Poljsko, ker ima mislim nižje davke. In ta ravnotežje, glede na to, da smo mi 4. najnižji v EU po stanju tujih naložb, po vrednosti tujih naložb, kaže, da smo primerljivo v neravnotežju. Mi ne moramo pridobivati kapitala za to, da bi odpirali delovna mesta, po domače povedano. Nismo zmožni. Ne odhaja ravno, ampak zdaj malo bolj, nekaj časa je res tukaj bil v krizi, tam okoli sanacije pred in po bank, ne. Ampak zdaj je malo boljš, ne. Ampak dejstvo pa je, ne, da smo v neravnotežju, ne. In če ne bomo nekaj naredili na davčni politiki tudi, da bo za te vlagatelje bistveno boljša situacija v Sloveniji in za obstoječe tudi ne bodo odhajali, kot vi pravite, potem bomo dosegali. Če bomo pa mi pretirano zato je ta zgodba z javno porabo to pomembna, ne. Mi moramo dati dihati na nek način gospodarstvo. To je vsa zgodba tukaj, ne. Glede, Slovenci, če se lahko vključimo. Sej samo to, da jaz mislim, da ura je zdaj že, manjkrat smo šli že mimo tistih okvirov, se mi zdi, da predlogi so bili toliko nekako vsem predstavljeni, se mi zdi, da neke skupne točke smo najdeli, tudi tale zaključek v bistvu je bil kar v redu, ne, mislim, da imamo vsi skupni cilj, ki ga poskušamo zasledovati, ne, mogoče se razlikujejo pogledi, kako do tega pridata, ne, ampak se mi zdi, da smo na pravi poti.